Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. V Šivčevi hiši je na ogled posebna razstava Mirana Kambiča in to razstavo nam predstavlja direktorica dr. Petra Bole iz Radovljiških muzejev. Lepo pozdravljeni, vse od 1.6. in do konca junija bo na ogled tale razstava ob Vurnikovih dnevih. Res je, 1. junija smo odprli to razstavo v okviru celotnih prireditev Vurnikovih dni, ki jih obeležujemo v Radovljici vsako leto. Tudi vsako leto v galeriji Šivčeva hiša pripravimo razstavo na to temo, bodisi sodelujemo z oblikovalci, umetniki, tokrat pa z fotografom, Radovljičanom Miranom Kambičem. Miran Kambič je po izobrazbi fotograf, vendar se že več desetletij ukvarja pravzaprav z raziskovanjem arhitekture skozi fotografski objektiv. Tokratna razstava je razdeljena v 3 dele. V prvem delu spoznamo preko arhitekturnega detajla in pa projekcije nekaj del arhitekta Ivana Vurnika. V drugem prostoru se fotograf osredotoča bolj na sakralno umetnost. Tukaj so posamezni detajli, oltarji, monštrance, prostori, povezani crkveni prostori, ki jih je oblikoval, zasnoval arhitekt Ivan Vurnik in njegova žena, akademska slikarka Helena Kotlar-Vurnik. V tretjem prostoru pa so potem nekateri drugi, tudi športni objekti, delavska arhitektura arhitekta Ivana Vurnika. Ivan Vurnik, praznuje se častitljiva obletnica v letošnjem letu v mesecu oktobru. Res je, praznujemo 140. obletnico rojstva arhitekta Ivana Vurnika, ki je bil rojen v Radovljici. Pravzaprav eden izmed najpomembnejših slovenskih arhitektov moderne, zasnoval recimo ogromno izjemnih stavb, arhitektur, njegov slog vplival na razvoj celotnega arhitekturnega sloga. Pravzaprav pa je zelo pomemben, ker je njegova ideja bila, da je izobraževanje zelo pomembno in tako je bil en izmed pobudnikov, ustanoviteljev šole, v bistvu današnje fakultete za arhitekturo. In pravzaprav on je bil tisti, ki je povabil arhitekta Jožeta Plečnika v službo. Tako da je na nek način pomemben, zato da smo tudi mi, tudi sama sem končala fakulteto za arhitekturo, nekje lahko začeli to pot. So pa stavbe oziroma, kot ste rekla, fakulteta za arhitekturo v Ljubljani, ki jo je on zasnoval, in pa tudi tukaj po Radovljici je nekaj projektov. Ja, v bistvu zasnoval je sam začetek študija, to je bila njegova ideja. Tako, seveda v Radovljici imamo več njegovih stavb, pravzaprav meni osebno, pa tudi verjamem, da marsikomu od vaših gledalcev je najbolj ostal v spominu, to se pravi kopališče, bazen v Radovljici in pa seveda legendarni skakalni stolp, ki je imel 3 ploščadi, to se pravi 3, 5 in pa 10 metrov visoko, in še spominjam se kot otrok, kako smo v bistvu, ko si skočil iz 5 metrov, si bil že pravi heroj, 10 metrov, bila pa samo za junake. Žal tega stolpa danes ni več. Hvala za vašo predstavitev, Petra. Hvala lepa.